Pa vabim kar naslednje predavatelje, Branko Brancelj Kular, Marka Premelča in Vitomira Wolfa iz Mestne občine Ljubljana, ki bodo povedali, kako se geografski informacijski sistemi uporabljajo pri upravljanju prostora na lokalni ravni. Prosim. Kje pa predavanje? Prosim. Najlepša hvala. Prav lep pozdrav, še v imenu Mestne občine Ljubljana, oddelka za urejanje prostora in službe za digitalizacijo. Moje ime je Marko Premelč. Upravljanje prostora na lokalni ravni z uporabo geografskih informacijskih sistemov smo imeli podobno temo leta 2016, ko smo se nekako uvajali še v to digitalizacijo. Sedaj vam bomo pa predstavili, kaj smo v tem času dosegali, predvsem od leta 2018 naprej, od predzadnje iteracije spremembe občinskega prostorskega načrta. Vzrokov za uporabo ali za digitalizacijo postopkov pri planiranju prostora, izdajanju lokacijskih informacij je seveda več. Prvič je že sam nabor nalog precej pester, govorimo o okrog 6 do 8 tisoč raznih upravnih dokumentov, ki jih izdajamo zgolj na oddelku za urejanje prostora in vse te dokumente potrebno z manj silami narediti v krajšem času. Torej, z uporabo velike količine podatkov jih je potrebno potem usmerjeno nekako zbirati in izdajati. Ob tem se seveda porajajo tudi nove naloge, naprimer že za samo spremembo zakonodaje z novimi predpisi, ko zakonodajalec predpiše v določenih postopkih kar nove naloge za občine in predvsem na področju prostora to pomeni za oddelek za urejanje prostora. Hkrati se vodi tudi večje število postopkov sprejemanja prostorskih aktov, tudi izvedbenih aktov, torej občinskih podrobnih prostorskih načrtov, lokacijskih preveritev in podobno. Trenutno jih delamo okrog 80 je odprtih, hkrati imamo pa odprt tudi postopek 5 sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Torej, namen je predvsem podpreti učinkovito delovanje samega delovnega procesa zaposlenih na občini in pa tudi, da je to kot neka podpora odločanju. Težimo k nekemu samodejnemu izvajanju operacij, ki se lahko kot take izvedejo. Tu prihranimo predvsem na času, stroških, pa tudi administrativnih bremenih, kar se potem na drugem koncu pozna pri hitrejšemu izdajanju teh upravnih dokumentov in pa tudi, da so uporabniki potem hitreje podprti, bolj natančno in da je tudi sam postopek bolj transparenten. To pomeni tudi seveda učinkovito digitalizacijo postopkov, tudi arhivskih podatkov. Tukaj lahko vidite naštete nekatere aplikacije, ki jih bomo pa sedajle predstavili v nadaljevanju. Moja vloga je bolj tehnične narave, kjer pač sam predstavljam na hitro, kako smo vse te aplikacije zbrali na en kup in tako rečem vse podatke centralizirali. 6 let nazaj oziroma tudi kako leto še prej je bilo to vse, anarhija. Vsak je imel svojo bazo, ki je narejeno, tako da zdaj smo to bolj centralizirali in tudi uskladili med sabo, tako da vlečejo podatke eni iz drugih in tudi nadgrajujejo drugo aplikacijo. Tle se tudi ta model, ta schema je bila narejena
torej leto pa pol nazaj. Noter ni, bi rekel, tistega 3R modela, torej po starem 3D modela, ki je tudi narejen zdaj v letošnjem letu iz aeroposnetkov. Jaz bom sam predstavil na hitro EPIA, to pomeni, formalizirali smo celotni postopek za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ključno, bi rekel, tudi s povezovanjem v ozadju z dokumentnim sistemom, povlečeš podatke iz dokumentnega sistema, ki sklicuješ sestanka, gre zopet v dokumentni sistem in, rekel, tudi, tako rečeno, digitalizirali vse. Vmes imam tudi aplikacijo, ki tedensko, bi rekel, vleče podatke iz GURS-ovih strežnikov. To pomeni, da prej smo imeli to, da smo, bi rekel, izpolnili tisti obrazec in smo šli 2-krat do 3-krat na leto na GURS, smo pobrali podatke in potem to dali, implementirali tiste naše, bi rekel, baze. Zdaj to pač vse avtomatično odzad, bi rekel, deluje in se tudi zapisuje v to in tudi vsi uporabljajo to. Letošnja, bi rekel, nadgradnja vsega oziroma karkoli je ta 3D aplikacija, kjer smo iz aeroposnetkov z natančnostjo, bi rekel, 4 cm oziroma celo manj, torej še boljša natančnost, smo izdelali model 3D Ljubljane za celotno območje občine, bi rekel, Ljubljana. To pomeni od Šmarne gore, Rašice na severnem delu do Črnovaške, bi rekel, ceste, bi rekel, na jugozahodnem oziroma do Pijanč na vzhodnem delu. Torej pomeni, iz aeroposnetkov smo vzdignili s pomočjo LiDAR posnetkov vse, bi rekel, hiše, vse objekte, kar obstaja. To je primer slike, tudi, bi rekel, te zgradbe tukaj, kako je, naprimer, kakšna, bi rekel, ta posnetek je. Pomeni, podobno je 3D, bom rekel, posnetek oziroma Google Earthu, kdor ga uporablja, tako da, ampak to imamo zdaj narejeno. Pozdravljeni. Aktimol je spletna informacijska rešitev za vodenje evidence državnih in občinskih prostorskih izvedbenih aktov. V Aktimol so podatki iz prostorskih aktov, tako veljavnih kot tudi arhivskih, zbrani v bazo, celotno enovito, torej govorimo o zbirki digitalnih prostorskih podatkov, ki se potem naprej uporabljajo pri informacijskih rešitvah, tako za potrebe znotraj občine, kot tudi za aplikacije za potrebe javnosti. V Aktimol so za posamezen prostorski akt in vsako njegovo spremembo in dopolnitev podani podatki o imenu, datumu začetka veljavnosti, morebitnem zaključku veljavnosti, povezava na besedilni del, na uradni list, neuradno prečiščeno besedilo, na sprejete grafične priloge odloka in pa tudi na območje veljavnosti. Za zainteresirano javnost, med drugim tudi strokovne delavce na upravni enoti, za projektante, za cenilce, je pomembna informacijska rešitev Urbinfo. Gre za spletno rešitev pregledovanja prostorskih podatkov na območju Mestne občine Ljubljana, tako občinskih kot državnih prostorskih aktov in podatkov prikaza stanja prostora oziroma pravnih režimov. Najnovejša pridobitev je tam, da je omogočeno pogled ne samo v veljavne prostorske akte, ampak tudi v arhivske, torej spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta in pa prostorske akte, ki so veljali pred uveljavitvijo le-tega. Z Urbinfom torej uporabniki hitro in preprosto pridobijo podatke o pogojih za gradnjo, o prednostih in morebitvih omejitvah na zemljiščih, za katere se zanimajo. Za strokovne delavce na oddelku, ki pa izdajamo dokumente, pa je pomembna rešitev P-info. Gre za prilagojeno programsko opremo ESRI Argis Pro. Namenjena je tako pregledovanju širokega nabora prostorskih podatkov z zbirko orodij po meri naročnika, kot so različni iskalci, izbori točno določenih vsebin, analitična orodja in ne nazadnje, kot že rečeno, predvsem za čim bolj samodejno izdelavo velikega števila in pa veliko različnih dokumentov.
Trenutno imamo izdelanih 9 osnovnih modulov za izdajo dokumentov, kot so lokacijska informacija, projektni pogoji, soglasja za manjše rekonstrukcije, mnenja o skladnosti s prostorskimi akti in druge. Tako nabor vsebin prostorskih podatkov, kot tudi izdelava modulov, pa je v PINF-u sta glede na potrebe uporabnika hitro prilagodljivi. Funkcionalnosti, kot so samodejni preseki slojev, shranjene odločitve strokovnih delavcev, izbran nabor vsebini slojev na območje ene parcele, so prednosti te informacijske rešitve, ki pripomorejo k temu, da je izdaja dokumentov še bolj samodejna, še hitrejša, varnejša in pa digitalizirana od začetka do konca, tako od elektronske vloge, prevzema iz dokumentnega sistema, skoraj samodejne izdelave, digitalnega podpisa, elektronskega pošiljanja in nazadnje elektronskega arhiva. Vsi izdani dokumenti so prostorsko evidentirani, kar omogoča celovit vpogled v te izdane dokumente in bistveno izboljša učinkovitost delovanja strokovnih delavcev znotraj oddelka. Je koristno orodje za iskanje že izdanih dokumentov, predvsem tudi že sprejetih odločitev, preprečuje podvajanje neusklajenih odločitev in pa omogoča analizo različnih delovnih procesov. Hitimo proti zaključku predstavitve. Predstavljam tukaj sistem za podporo postopka priprave prostorskih planskih aktov. To gre pravzaprav za portal pobud. Razdeljen je v 3 faze. V prvi fazi se zbirajo pobude od slehernikov, kogarkoli v obdobju zbiranja pobud pred sprejemom prostorskega akta. Letos, na primer, za te 5. spremembe smo jih prejeli okrog 1600. Potem sledi faza, v kateri smo trenutno, to je obravnava pobud, najprej na strokovni ravni občine z zunanjimi izvajalci, potem gre pa po to do ostalih nosilcev urejanja prostora. In znotraj občine in z zunanjimi izdelovalci, torej okoljskega poročila in podobno, je to neka vez. To je v bistvu koordinacija, ki je živa, torej transparentna, shranjujejo se vse odločitve noter za določeno pobudo, tako da je ta vez med vsemi vpletenimi nepretrgana. Na koncu pa sledi seveda še pregled ob javni razgrnitvi, takrat se pa tudi potem povratno pobude oziroma pripombe že izdane pobude ali spremembe ali neupoštevane spremembe lahko dodajo od kogarkoli pravzaprav. Cilji z uporabo teh informacijskih rešitev bomo opravljali naloge bolj učinkovito in pregledne. Samodejna izdelava dokumentov je v teku, večinoma delno, nekaj tudi v celoti. Povečalo se je brezpapirno poslovanje, zgolj za primer, zgolj pri lokacijskih informacijah to pomeni 70% manj papirja. Ali okrog, če je ena lokacijska informacija minimalno ene 3, liste papirja ali pa 4, ta večje so lahko tudi 60, si lahko pol nekako računamo krat 8000 oziroma 6000, ki jih je izdanih, je to kar precej ton. Postavijo se pač tudi hitro prilagodljive rešitve. Zdaj, vse to smo pa tudi dosegli prihranek časa, izdelava ene male lokacijske informacije s kakšno parcelo ali 2 je včasih pomenilo pol ure, danes pomeni to 10 minut do 15 minut. Ena večja lokacijska informacija z več 10-100 parcelnimi številkami, razpršenimi po več enotah urejanja prostora, včasih je bilo tudi kakšne 20 ur potrebnih za to, ker to je bilo masivno, danes je to 3 do 4 ure. Še naprej. Zdaj, mi si bomo vse prizadevali, da se te rešitve nadgradijo na podlagi vseh zbranih, potem tudi povratnih informacij, ki jih dobivamo. Povezovali bomo in ustvarjali nove rešitve znotraj samega MOL-a, pa tudi na regionalni in državni ravni. Vemo, da se bojo pripravljali tudi regionalni prostorski plani, kar bo to tudi prav prišlo.
Hkrati bomo pa tudi morali sprejeti, zdaj v letu 2026 se bo to zgodilo, tudi naprimer e-graditev, ko bo celoten postopek izdaje gradbenega dovoljenja voden tudi na Mestni občini Ljubljani, upravni enoti Ljubljana, digitalno v enem redosledu. Torej, vsi deležniki, to pa res bi bilo potrebno, bi morali pa stremeti k poenotenju struktur podatkov. Namreč zdaj prihaja do velike diskrepance, vsak ima malo po svoje, nismo še čist zaobjeli standardov, mislim pa, da je to ključno pri sami izmenjavi in uporabi drugih podatkov iz drugih virov, ne lastnih. Pa še ena stvar, ki je pa velik izziv, da se pogoji in regulacije, torej predpisi, naredijo tudi oblikovno na način, da so digitalno berljivi. Ker če hočemo mi to uvoziti v naše sisteme, imamo zdaj praktično še vedno sicer digitalni papir, ampak je papir, mrtva črka, ne? In to bi bilo zdajle zelo dobro, da se tudi tega zakonodajalci zavedajo in bo tako življenje tudi za vse verjetno potem lažje. Najlepše hvala za vašo pozornost. Hvala vsem trem za predstavitev. Imamo čas za recimo 2-3 vprašanja. Bom jaz let prebil. Najprej bom naredil kratek povzetek. Večkrat sem slišal večjo učinkovitost, olajšanje postopkov, pomen standardov sem tudi slišal, se pravi, da smo digitalni in da smo po standardih. Skratka, en kup stvari, o katerih so se verjetno že leta 1992 pogovarjali. A sem se jaz prav zapomnil, da vi niste vsi trije iz istega oddelka? Midva z Branko sva z oddelka za urejanje prostora, Vito je pa z službe za digitalizacijo, informacijska podpora. No in zdaj moje vprašanje je, to je impresiven sistem, ki vsebuje veliko število baz in tega. Kako ste se lotili tega povezovanja teh baz, kdo razvija te aplikacije, koliko ljudi je tukaj vključenih? Delali smo zelo po korakih, to pomeni, začeli smo, bi rekel, s to prostorsko informacijo, ker smo rabili za rutinsko izdajanje teh dokumentov in iz tega smo potem gradili vse naprej. In koliko ljudi je bilo potrebnih? Sam da rečem, da preden smo sploh štartali s projektno nalogo, smo eno leto pisali, kaj na primer hočejo. Najbolj aktivno sta bila prav ona dva in da smo pol to skupaj naredili in smo dali potem to vse zunanjim izvajalcem narediti. Na osnovi tega vse delalo in potem nadgrajevalo tudi z drugimi aplikacijami. Povezovalo se tudi z različnimi zunanjimi izvajalci, tudi, bi rekel, servisi so se potem odpirali, tako da so se pa uporabljali v drugih aplikacijah. Se pravi, eno leto je v bistvu potrebno, da se zasnuje nek tak dober sistem, ki ga potem lahko izvajaš. Začeli smo pa čisto iz nule, dobesedno. To je bila verjetno prednost, to je bilo po moje naslednje vprašanje, je to prednost, da ste začeli iz nule, da niste z nekega zatečenega stanja? Ja, imeli smo eno staro stanje, ki ni bilo, bi rekel, v redu, optimalno, kakorkoli, ni se posodabljalo, bilo je, bom rekel, anarhija, dobesedno, kakor sem rekel, in hoteli smo narediti bolje. In da se podatki posodabljajo, da imajo vse to, kar je bilo napisano v projektni nalogi, da je to res držalo točno in da to deluje. Še kdo? Ne, hvala. Pa gremo kar na naslednje.